To bi bilo pa še kar zoprno. Sej bi poslušalka bi že slišali, če ne bi bilo prejšnje. Oziroma ne bi slišali. Ja, mislim, ja, tako. Oziroma ne bi slišali, ja. Tako, ja. Tišino dal. Pol ure Vdiče, tišina. Ker zdaj hočem pogledati, ampak ne, sem videl, pa sem tudi sejval. Tako, ja, lepo si sejval. Ja, dobro Lepo je bilo. se sliši. Lepo se sliši, vse je bilo v redu. Tehnika smo odpustili, ne? Ja, se pozna. Ta teden je ful boljš, ko vse dela. Znam pa za vse sam, ne, kar pa dvomaš. Ne. Ja, to pa je, ja, to pa je. Pa Če bi dvomaš. tehnik tle bi rekel, ja, Bi rekel, lej, ne. Vse imamo, ja. Ja. Tako da, če še zmer iščemo. Ja, še zmer iščemo. Afna, Tale, upravičujemo se. Kjerkoli nas najdete. Šumnikov. Brez šumnikov. Opravičujemo še. Zakaj ne bi bili šumnikov? Ja? Ne razumem, zakaj v 3C ne rečeš šumnike. Vse slovenskih imamo lahko. Slovenske domene. Aha, veš? Ja. Redirektajo. Čeprav meni se tu je. Se ti mogli, se to je sam... V bistvu je to Unicode, 8 neki 0 ŽCČ. Vse vemo, kva je. Ampak normalni browseri znajo to pretvoriti v Č. Ja, recimo. Se to. Čuki.si. Tako. A pa je? Ja. Ja. Slovenski lahko mu zatuje, pa ne vem. Ja, ne, meni se zdi, da sem probal. Kako pa recimo, ne vem, to neki te Norvežani, pa to s temi njihovimi... Umlaut je tudi verjeten, ne. Pa fi... Ja, veš, ko vse imamo švedsko domeno, tako da bi lahko preveril, ampak nisem. Ampak meni se zdi, da sem probal Č, pa ni šel. Ja, se to, veš. A veš, Švedom je vse, ker oni Č nima, kaj bom? Ja. Kaj mislim, čem težiš, videl? Če ga nimam noter. Če pa sem umlaut ali neki, ne vem, če je umlaut, ampak... Pikce moje gor, pa... Unte drug oja, se ni umlaut. Ne štreš se ali neki. Ne, on kaj tak kafiz gleda, veš. Ja, mislim, vse, tudi omajo z dvojimi pikicami. Ja, krogec pa prečrten. Tudi tega ima, tudi, ja. Tudi tega ima, ja. Ja, lej. Vsak po svoje, ne, očitno dela. Ja, nač, pa imamo mi kar v avizo, ali kva. Ja, pa imamo ne, če treba. A je ne, kva? Kaj si se spomnil? Božič je bil včeraj. Ja. Pozabili smo čestitati vsem. Vse najboljše. Vse najboljše. A ja, pa vizo, vse najboljše. Hvala. To sem tudi pozabil prejšnji teden. Vse najboljše, draga kolega. Hvala. Vse sem vam že čestital, ampak... Žurka je bila nora. Čisto mačka sta delale. Jaz sem šel do asfalta. Sem spil 6 brezalkoholnih. Za Božič smo bili bolj doma. Ja. Drugač pa tudi. Drugač pa tudi. Ja. No to. A ne, to sem hodil, že spet ni bil bel Božič, kot že 15 let prej. A to ti zdaj ti že predvidevaš naprej, glede na napovedi? Ja, zdaj so že dosti jasne. Aha, si se odločil, da bo. Ja. Ne, govor, don't jinx it, come on, jaz vem, da bo. Da je bil. Ne, sej nekje je bil. Mogoče v Innsbrucku. Ja, se sem reč. Ne šteje v norveških... Ali pa tem, ki našo domeno. V norveških fjordih ne šteje, ali pa švedskih. No, švedi nima fjordov. Ampak ajde. Slatibart slabo izda. Ja, so bili pa v Afriki pol zdaj v drugi verziji. Ali so jih pol decommissionali, meni se zdi, da ne spomnim se. Pejte poslušati. Zadnji je bil Slati pred 2 knjigami. Ja. Zdaj pa dajmo avizo, ajde. No, dajmo. Zdravo, to je podcast o štoparskem vodniku po galaksiji. In življenju v vesolju in sploh vsem. Ja, mi pa smo. Aljo. Peli. In zi? Naročite se na naš podcast, če smo vam všeč. Kako vam povemo na hvala za seribe.si. Zdaj vsakič gre kdo bolj gravel sound. Lahko nas tudi docente, bomo zelo veseli. Stop, zdaj pa pauza, veš, pa un. Zdaj pa pojmo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Zdaj bi mogel unga. Čisto, najbolj. Zdaj pa pojmo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi Avengerjev. Zdaj pa pol na koncu.
Si mislim, da ne je normalno, veš. Sem zajebo. Mogoče drugi se moramo malo prej zmeniti glede tega. Jaz sem poslušal eno super epizodo enega podcasta, ki se s tem sound efekti ukvarja in so naredili razčlembo zvočnih, kako to zvočno zgleda pri teh trailerjih. Bom dal zapiske, ker je res briljantna. Na koncu naredi, a to sem že povedal mogoče? Nekaj si govoril o tem, sam ne spomnim se. Ali mogoče samo fair, ampak v glavnem... Kaj sem že rekel v prejšnji epizodi, tako da... Kar je začuno, da sem se spomnil, da sem v prejšnji epizodi to rekel, da sem pozabljal, ampak pustimo to. No, v glavnem, ful dobro razčlenjeno in na koncu pove... Pejte poslušati, no, pejte poslušati. Del zapiske. Ja, bom dal zapiske. En lep cameo je od enega drugega podcastera in je fulušen. Dobro. Kaj je to? Taksi? Ne. Stari. Ne, taksi, ne, to pa ne. To pa ne uporabljam. Jaz to hitro dam, da še avtobusi vozijo. Lepo. So te razočarali. Ja, taksisti. Verjamem. Ja, leh je malo bajeno, vse skap glento, kokar. Mislim, vsakič mi pojamrajo, pa se ne peljem velikrat, ampak. Da je slabo, ne? Da je slabo, pa da jih je premalo. Ja, smo opazili. Ja. V prejšnji epizodi je pa bilo. Kje smo bili prejšnji epizodi? Ja, četrti zid pa to. Četrti zid, ja. Ali Artur Kausa, se je zdaj glasilo vprašanje. Ne? Tako. Nažalost, še ne moramo povedati, kakšni so rezultati ankete, čeprav je že končana. Ampak časovni paradoks. Kot volilnike bojo šele januarja. Časovni paradoks se pač to zgodi. Ja, lej. Ja. Ja, lej, uradno je to tako. Proceduralno ne moreš drugače. Človek mora prešteti. Ja, tako je. Ja. Zdaj. Tako da, pejte poslušati, kaj je bilo v prejšnji epizodi, mi pa pejmo na Kvarnik. Ker ta epizoda bo dolga in polna vzgornika. Dvigalo se bo dvigalo. Se bo dvigalo. V bistvu to je poglavje, ki smo si ga želeli, ne po avtorjevo. Ne. A res? Ja, a veš, če je namigoval na to, da nekdo hoče in se sprašuje, kaj avtor dela, ali res Kausa ali ne, pol očitno, zdaj prihajamo do odgovora. Ja. Sam po moje je najbolj vprašanje, kdo mu je to. Ali mu je to mogoče kakšen urednik rekel? Mislim, mogoče mu tudi ni, ne. Ne vem, ne. Mislim, zihar je mogel pressure from above prideti. To se sliši, ne. To se sliši, da je bil nek. Kako smo omenili tiste zelene novčiče, ne, a veš, če ti človek, ki ti daje zelene novčiče, reče, malo več akcije ramo. Ja, ali pa mogoče ne, a veš, da sem bili takrat tudi tako, recimo, a veš, zdaj na Twitterju vsi, recimo, kot sem že prejšnji teden rekel, ne, a veš, George Martin, da je napiži, a veš, da sem utežil, ne, ti posluš, Artur, kaj Kaus ali ne. Ja, a veš, da sem mu, ne vem, pisma pisal. Dobili smo veliko pisem. Se to, a veš. Dobili smo. Takrat ni bilo internetov, ne. Ja, valjda, ja. Mislim, vse ne tako. Vse bo pošt hodil. Ja, ali se klicala, veš. Založbo. Založbo je dobila, ja. Halo, kaj je z Arturjem? Ali so mu frendi težili, ti poslušaš? Ne, po faksu je dobil. Ja, po faksu recimo, a veš? Ja. A veš, ali so mu frendi težili, kaj je zdaj s tem Arturjem? Po faksu, ja. Ja, valjda, takrat je bil faks, je bil the shit, pizda. Poleg pagerja je bilo to. To je bilo bolj kot WeChat zdaj. Pa TikTok, pa whatever. To je bilo noro. No, v glavnem, pejmo k poglavju. Artur se spomni unih prijateljev v krčmi, če se dobro zabavajo, ampak ne za dolg, ker sta s Fenchurch kako bi ste temu rekel, v akciji. Letita kaprnoci. Mislim, zdaj sem se še malo učila, ne, bilo je še malo, da je probi malo dol jetne. Nehi, če jo nesla navzgor, počasi sta se vrtela kot vsi komorni semeni. Sem šel pogledat, kaj. To ja. Najprej sem se spomnil, helikopterčke, ne? Helikopterčki, ja, od Platane. Ampak sem se pa spomnil na komad od The Mamas and the Papas. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing from a sycamore tree. Dream a little dream of me.
Ja, tako. Ne? Ne, ampak poli reči, da spusti se, ne, pa je pizdarija, ne. Ker se je spomnila, da ne sme tukaj to početi. Pa je bil pa mal problem, Ja. Ker je pol fiska zmajala z glavo in odvrnila pogled v stran, pa ne, se posvetila avtomobilom, to je bilo kar zabavno. Ja, to je le kar lepo. Moram reči, da tlele se po mojem vsem fizikom res smajali v tem poglavju. Ker so tole brali. Tle si jih je pa nudil avtor, ne, lepe primerjave in prispodobe. V glavnem fiska je šla pogledat na avtocesto, ampak polka sta pa začela še bolj padati, ne. Pol je bil pa malo večji problem. Ne. In pol se spomne še na eno fizikalno štorijo z gospodom Galilejem v Pisi in pove, kako prosti pad deluje. Ne. Ampak je ugotovil, da če Italijani ne znajo ravnega stolpa postaviti, kaj se oni zdaj v fisko še vtikajo. Točno to, ne. Da ti stolp najprej zrite, pa govorite. In je jadrno švignil dol, razumeš, Dufenčarč, ne. In je pol sicer prijel, ampak pol je ugotovil, da če prime prav zelo bolj, ne, in tle je Galileo spet malo zmagoval, pa italijanski fiziki, ne. Pol pa je... Je pa zagrabil za mezinčka in je prijel in vrgel gor. To je bilo. Tako. Droben trik je naredil. Ne, in, to ti bi verjetno že te naši skakalci povedali, da se z mezinčkom da že mrske. Ja, lej, tam reguliraš kako pa kaj. Ja, točno. Rokica malo ven, rokica malo tako. Se da precej popraviti. Očitno dela, ne. Očitno, to so pa te advanced tehnike letenja, tako. Leta treninga. Ne, ne. Tudi če ni bilo na kriki to v njih zmajev Florisov, je še zmer mogo ne trenirati. Veš da. Če nimaš kaj za početi. Ja, razen brat. Razen brat ali pa kaj drugega, ampak ajde. Tega ne vemo. Ne. Ne bomo zdaj... Ne migujta zdaj spet. Ne bom več tega poslušal. Ta natucevanje so vam čist preveč zdaj. To pa ne bomo se šli več. Gremo nazaj leteti, pa pol se dol dajati. Kausat, pardon. Kaj je že zdaj beseda? Se dol dajati je tudi dosta arhaično. Je. Mislim, pri letenju je dol dajanje zelo malo. Čeprav pri letenju je malo zoprna reč. Ja, mislim, če srečaš ta. Ampak ne, zdaj že letita lepo. No, skratka, letela sta. Lepo letita in gor pa dol. Zdaj probava malo fenčač gor pa dol in je obleka lepo v lovine. In je tudi odšla. In tudi ugotovi Artur, da je odplahuta lepo, gre svojo pot. Tako Artur hoče videti tudi brez nje. Ja, sam tista obleka je nek pristala, ne? Ja, je, ne. Verjetno je pol tudi nek ločitveni postopek se zgodil, ne, ker lepi že sicer, da je revolucionariziral. Tako, neko družinsko življenje neke družine, ne? Tako, ja. Ja, sej, kako je revolucionariziral, nismo pa šli naprej raziskovati, ampak ja. Mogoče je bilo točno to. Ja. Z gotovostjo lahko. Tle pa ni, da bi kaj na to cval. V zadnji šupi jo je mama najdla, ki je šla po, ne vem, lopatko za ukopavati. Ja, pa je bil špeter obajt. Ja. Težko pole razložiš. Še posebej, ker ne veš. Žgalo je pa ta obleka, kako veš, da je obleka? A veš, takoj, ne? Pa če je svilena, težko razložiš, da jo imaš za ole brisati. Kaj res ne pil na dober. Tole imam že fisk. Ja, veš, kaj se šal v mašino zač. Za motorko imam, za motorko. Skrha žaga. Ja. Ali neki. Tako da vse te stvari. No, ampak se nista prav zasekirala, ker sta šla v en gaden cumulonimbus, pa sta se še mal vrtela, pa vrtinčila, pa tudi mal je bil mraz, pa se nista sekirala, ker se Artur menil, da če sta fisko tako dobro zjebala, bo ta tudi mraz, pa te druge nevšečnosti, ki se porajajo v teh višjih višinah. Ne. In posta bila še v tem mater fule tega oblaka. Ne.
In pa se, Fenčer se vrti kot morska zvezda v Kotani, noro. Pa, mislim, je pač dogajalo, je letela stvar. Ful je dogajalo in ful je bilo to, kar smo želeli, bravci, čeprav jaz nisem tega podpisal, sam tako da rečem. In pa se začenja ta ljubčka. Nisi tega želel, no. Ja, to hotel reči. Mislim, nažalost nisem bil takrat še bralc te knjige, da bi imel pravo glasanje, pa tudi faksa nismo imeli, da bi poslovno uredništvo. Mene bi v bistvu zdaj najbolj zanimal Marvinov pogled na vse tole. On bi bil res smešen, 100%. Mislim, bil bi nek tak ciničen komentar, ki bi, verjamem, da bi me nasmejal. Jaz sem eno idejo, začel bi ne že spet, pa bi pa razvil to nekam, kamor si glihar ne vedel se. Ja, lepo bi bilo, vsekakor bi se smejali. Ker tle se mi zdi, da ima ta ljubezen. Spet so zmaji, Florisi, pa ljubezen. Vse lepo, vse lepo. Lepo je. In pol že Artur mal brez oblačil ostane, ali kako že. Ali pride pol Boeing. Ja, mislim, da takrat sta že brez. Sta že brez, pride Boeing. Oziroma sam še majhni krpico od Marksa Spencerja. Product placement. Ja, product placement. Ja. Mislim, na teh Hauptperilu nisem še nikoli zasledil, da bi Marks and Spencer nek visok koterov. No. Ja. To ne vem. Mogoče je bilo 80 drugač. Ali so dali pa največ dara. Verjetno. Tako da oglaševalsko dirk Marksa Spencer mislim, da pričakujemo en check master zdaj, ker ste bili spet omenjeni in to večkrat. Tako da, prosim. Ja, no, še to je šlo dol, ampak pa pride v kader ta Boeing, ki sem ga že omenil, brez vede, še enkrat delam neko dramo iz tega, ampak... Od Boeinga tudi kakšen dobimo. Čeprav, Boeing tudi, ali še obstaja sploh tako? Obstaja Boeing. Ja, malo obstaja, se zdaj imajo te nove, ali pa kar en avion pošljete, lahko tudi kompenziramo. Pa ne z avionom, je bela cesta, Pri teh cenah naftega kar mej. Ja, se to, kao se zdaj narko. Bomo prodali v Golobu, da bo lahko šel na mest Falcona. Ali pa, ne vem, komor drugo. Kdo ga ima. Ziharom je kdo, ki bi ga imel. Pocen bomo dali to uro letenja, džabe bo skoraj. Ful bo dobro. V glavnem, Artur Fenčer sta dobila novo idejo, ki jo je videla gospa iz Bostona. Gospa Kapelsen, ja. Gospa Kapelsen je bila zelo vesela tega, kar je videla. Ne? Ni bilo dolgčas, ne? Ker je v bistvu bila na koncu svojega življenja, ker je čutila, da se je izteka. Ne? In da je mislila, da je videla že vse in da je nič ne presenetilo. Vse je bilo precej preklet dolgočasen. Tako, ja. Ne, vse je bilo. In pozeti tole zgodi. Pojma privaten, ne. V bistvu je imela svoj ta Pornhub v živo, ne. Ungavljene na zahtevo. Ja, to ni bilo zahtevo, ker tega ni zahtevala. Ja, to je res. Ne, mislim, da je zahtevo. Live show, ali kako se ti reče? Live show. Ne, Pip show je, skor, to, live show. No. Pa še kovancu ni bilo treba meta, vse tako je. Samo okenček si odprl. Ja. Kaos v živo. Če se držimo, če se držimo prave frazeologije. To. Ker se za podcast tačega kova definitivno spodobi. Intelektualni podcast, ki ga imamo. Gremo lahko naprej, ker sem začel režati. No, v glavnem, ful je bila vesela. Najprej mislila, da bo še probala, da bi poklicala še stevardesa, pa je opozorila na ta fenomen, pa je pa rekla... To je zame. To je zame. Lepo, nekaj stvari moraš imeti zase. In kaj je bilo konc, se je že kar lepo razvedrila. To je pa lepo, veš, evo. V bistvu sta usrečila, Fenčer Šparcu sta usrečila ne sam sebe, ampak še gospo. Gospa je bila mogoče že malo depresivna, veš, pa je mogoče že malo mislila, pa kvaj s tem življenjem, pa kvaj smisel gor, dol, levo, desno. Po mojem je čisto lepo končala. To je pa lepo, to je pa dvignil, kako bi rekel, dvignil duha. Ja. V tej ciljni ravnini življenja. Tako, kar je super. In, a veš, po moje je ful lepše, če greš tako v The Bank, kada greš tako, da se matraš vas depresiven, kako je bilo brez veze vse skupaj. Pa da mogoče hočeš še končati. Zdaj sta ji vidva, kada je bila ona kaj 11 v klubu. Kada se je ona učlanila zdaj v ta klub s tem. Mogoče pa se je, mogoče pa tukaj vidi, se kva se tukaj zajebal? Lepo, mogoče pa moramo to probati. Mogoče pa šla do soseda pa... Let's do it. Pejmo. Randy. Ne piše, lahko da je bilo. Ja, ne vemo, ne. Ne vemo, ne.
No, in na koncu avtor zaključi, da je bilo neskončno olajšanje spoznanja, da je skoraj vse, kar so ji vsa leta govorili, popolnoma napačno. To vidiš, ne? Spet je najdla nek smisel v življenju, kar je lepo. Ne? Ja. Lepo je bilo. Tako. Artur pa Fenšel sta bila pa naslednje jutro tako zmatrana, da sta res dolgo spala. No. In sta zvečer vse skupaj ponovila, ampak tokrat s Sonyjevimi Walkmani. Treba že razložiti za naše, ki niso tako stari Ja, poslušalce. Kva za boga je Walkman? Za mlajše poslušalce to je telefon, ki zna samo muziko predvajati. Na kaseto. Pa kaseta. Pa ene stvari moraš noter delati. Radio Magor, ne? Ja. Če je Radio majčkeno Ja, če je bil sposobna če je za- bil Sonyevi dober. niso imeli. Če je bil dober, na začetku ni bilo. Na začetku ne. Na začetku ni imel. Na pol je bil. začetku možno, da ne. Na začetku ni bil. Pa je imel, so imeli radio, prej pa niso imeli radia. Je bil pa Ja. sam kaseta. V glavnem naprava, ki si je dal eno stvar noter, ki je ja, imela kaj je kaseta v magneten trak v eni škatlici, Okay, se to pa ki se je ve. vrtel in je pol pač se predvajala muzika. Če smo Ene sorte tehnični. iPod, to pa vejo. Ja, telefon. iPod. Ja, Ja, iPod. sam je Sam špilov jih samo. delajo še iPode. Ja, Je no. dokler niste imeli unga, ki je sam znal stran obrniti, ste lahko poslušali samo 30 ali pa 45 Točno, minut. jaz Tako? mogo obrniti stran. Seveda. Ja. Potem pa valjda. po sceni je Avtorji pa vas pa to. avtomatsko. Ja, To je bilo vračanje, boljše, to je bilo. to je bilo To pol. vračanje pa to, ja. Je bilo šele kasneje. Pa smo pa prišli čez kakšen desetletje na Tehnologije. minidiske ali pa 15 let. Mini disk je šla. Tiste je bilo kar dobro. Tisti ni jih imel veliko ljudi. Ni se prijel. Sam Ne. je bilo kul. Ja, je bilo. No, v glavnem, s temi sta šla leteti pola. Ne vem, kaj je bilo sicer. Skratka, muziko, Dire Straits se poslušala, pa se vnegavila, oziroma vse vemo, ne? Vemo, kaj je beseda dneva, Ja. oziroma že parih epizod. Avtor je to rekel, nismo mi tukaj ja. krivi. Onegavila sta se, no, Tako. ali pa kaos. Vnegavila z muziko. Ja, z muziko. Dobro. Dire Straits so pel na polno. Mark Knopfler je dolg solo. A ja, to je pa zanč, smo na Discordu se menili, kdo je že rekel, da je ena verzija live. Res je, ja, res je. In je res dobra, ampak je res 14 minutna, tako da ti se splača poslušati. Dobro je. Na In kaset, ne dvomim, da je bilo na kaseti. Na kasetki si lahko dal, ne, čeprav. To je bil bootleg, ne? Ne, live je bil Na živa kaset? plata, Elkem. A res? A, ok. Se je izdajal na kasetki, pa na To res, ja, seveda, LP-jih. Seveda. Tako da to je bilo to, in potem je prišel Pacino Bušal. Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri fizika ni onanirala, je imela pa precej dela sama s seboj. Kar me v bistvu zelo, mislim, ne da je veselje, da fizika ne onanira tako na ljudi. Ja, v bistvu je kar v redu. Čeprav, ne, ja. Čeprav, če pa, lej. Ja. Hvala pa tudi vsem, ki nas podpirate, ali pa saj poveste še komu za nas. Spet ni piramidni sistem. Ni, lahko se počlanite v ta piramidni sistem, ko rečemo Discord, ne upravičujemo, se pošiljnica Discord, pa ni piramidni sistem, ampak je pač se malo pogovarjamo. No. Lahko se pa tudi na družabnih obrežjih, kjer smo posod afno upravičujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Škoda sem ugotovil, da bi se ta epizoda bila ful krajša kot to poglavje. Ja, sam reči, dobro, res je. Tiskaj v prejšnjem To poglavju se nam rekel. rad zgodi. Ja. To je unke v prejšnjem poglavju razlagal. A veš, ker razlaga, tukaj res si dal z opisom, si dal. Ja, sej Veliko tega ne duška. moreš, mislim, Kaj to bomo mogo to? Saj še pojdite enkrat prebrat. brati, brez veze. Ja. Pejte prebrati. Lušanje ni pa glih neka hardcore erotika, da bi človek rekel. Ne boste unenirali na tole. Če pa boste, pa lej, good for you. Srečno, Ja. srečno. Pa dajmo zaključiti s tem, a ne? Tako, ajde, čau. Čau.